Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Izpolnile so se mi največje sanje v življenju. To so besede mojega današnjega gosta, izrečene 22. aprila letos po končanem maratonu v Lincu. Že veste, z menoj v studiu je najboljši slovenski maratonec, Novomeščan, Primož Kobe, ki se že pripravlja za odhod na olimpijske igre. Lepo pozdravljeni, Primož, in seveda čestitke. Lep pozdrav. Primož, kdaj so se začele te olimpijske sanje? Kdaj ste jih začeli sanjati? V bistvu pač to je bilo mogoče, začelo se vse skupaj v enem baru po berlinskem maratonu leta 2008, ko sem pač odtekal rezultat 2 uri 29. V šali sem malo povprašal, koliko pa je norma za olimpijske igre, in prijatelj mi je odgovoril, da je B norma 2 uri 18. Tako da sem rekel, to pa zmorem. Na to je čez leto, dobro leto, leto in pol, me je poklical trener Roman Kejžar, mi predstavil njegove cilje in pač vprašal, ali bi se lahko pridružil njegovi ekipi, in takrat sem v bistvu rabil nekaj časa za premislek in odločil sem se, da grem, da bom uresničil svoje sanje. Neverjetno, o tem bova danes veliko še govorila. Dejansko ste začeli nekje teči leta 2005, 2010 resno trenirati in 2012 greste na olimpijske igre. Ampak ostaniva najprej še malo v Lincu. Mislim, da je to bila vaša najpomembnejša tekma v življenju. Kaj? To je številka, ki ste jo nosili, verjetno jo ne boste pozabili. Ja, v bistvu Linz je bil definitivno tekma oziroma preizkus, življenjski preizkus, na katerim sem mogel pokazati, česa sem zmoren, in ni bilo najlažje, bom rekel, pred samo tekmo, vendar verjel sem v svoje sposobnosti in uspelo mi je. Ampak pred tekmo, pred samim odhodom v Linz niste bili najbolj zdravi celo. Ja, v bistvu teden pred maratonom je v bistvu moja družina zbolela, tako da sem se zelo distanciral od njih, in potem petek zjutraj sem spal v bistvu nekaj dni celo v svoji sobi na tleh, ločen od njih, tako da sem se zbudil v petek zjutraj z glavobolom, s pekočim grlom, v nedeljo je bila tekma. V soboto se je stanje še malo poslabšalo, ko sem se pač potoval v Linz. Vendar ves čas sem verjel nekako vase, delal sem trdo, tako da bi rekel, ko veš, da si dobro pripravljen, nekako nisem obupal, tako bom rekel. To je bila pomembna tekma predvsem zato, ker to nekako je bila še zadnja prava priložnost, da osvojite to normo A za olimpijske igre, torej da zagotovo potujete v London. Ja, v bistvu lansko leto sem že dosegel B normo, poleg Toneta Kosmača in Mitje Kosovela, ki sta bila malenkost počasnejša od mene, vendar odločitev Atletske zveze je bila, da pač na olimpijske igre potuje najhitrejši z B normo, vkolikor pa bi kdo dosegel A normo, je pa avtomatsko nastop zagotovljen. Tudi moji cilji, osebni cilji so bili odteči A normo, želel sem napredovati, čutil sem že lansko leto, da lahko tečem toliko hitro, tako da sem zelo vesel, da sem pač mi je uspelo ta velik met. No, medtem ko se midva pogovarjava, naši gledalci gledajo posnetke teka v Lincu, torej po ulicah Linca, in če gledam po številki 1547, čeprav razumem, vas je bilo veliko. Ja, v bistvu ponavadi tekači imamo napisana svoje imena, prišlo je do neke pomote in sem dobil pač to številko, ampak to me ni overalo na sami tekmi. Bilo nas je pa, mislim, da 15 000 tekačev je štartalo v Lincu, rekord.
hkrati vas je štartalo 15.000. Tako, tako. A to pomeni, da se moraš malo preriniti naprej ali kako to gre? Ja, v bistvu za nas je bilo dobro poskrbljeno, da smo bili pač kot elitni tekači v prvih vrstah, tako da nisem imel s tem težav. Predvsem pa mi začenjamo hitreje, tako da v bistvu sama množica se to malo razporedi, se razporedi. Si pa predstavljam, v si 10.000 tekač nekje vzadej, da je pač kar nekaj minut potrebno, včasih tudi 15 minut, da prideš do štarta in začneš s štartom. Torej, maraton po ulicah Linca, moramo poudariti, 42 kilometrov je tega. Tako, maraton je dolg 42 kilometrov in 195 metrov. To je uradna izmerjena dolžina. Zanimivo, da je bil na začetku maraton dolg nekje okoli 40 kilometrov, kolikor so ga tekli v Grčiji. Na to pa pač, mislim, da je bilo v Londonu, ker je angleška kraljica, to je bilo na olimpijskih igrah v Londonu, je pač so določili, da bo štart pred Kraljevo palačo in nekje do tistega cilja je bilo 42 km in 195 metrov in od takrat naprej je točno ta razdalja. In kaj je pomembno, kako se lotiti tako dolge proge, 42 km in 195 metrov? Je boljše hitro začeti, pustiti energijo za konec? Kaj je ključ uspeha, razen kondicije seveda? Ja, definitivno je pomembna taktika sama, kako se razporedijo moči. V bistvu mi se zadnji teden zelo počivamo, za nas tekače izredno, tako da je tudi kakšen dan, ko ne tečemo, tako da se akumulira zelo veliko energije in na samem štartu noge same grejo in jih je treba praktično ves čas malo zavirati. Že pred štartom sem dejal trenerju, da pač si želim, da bom ves čas zaviral. Da bi bile noge prehitre. Tako, potem je pa on v šali dejal, da po 35 km, 30-35 km je že avtomatska zavora. Tako da smo se malo šalili na to temo, vendar nekje do prvo polovico je treba preteči relativno rezervirano, kajti šele po prvi polovici se začnejo noge postanejo utrujene in ravno tukaj se vidi, koliko si pripravljen. Jaz v Lincu sem imel, tudi odločil sem se za Linz zaradi tega, ker sta dva avstrijska tekača lovila tudi A-normo, tako da so imeli tudi dva narekovalca tempa, katerim sem sledil. Tempo je bil sicer malo počasnejši od dogovorjenega, oziroma pač tekači Avstrijci niso bili tako dobro pripravljeni. Bilo je pa dokaj vetrovno, tako da sem se pač držal te skupine v zavetrju, kajti pri 2 urah teka tudi zavetrje pomaga pri 19-20 km na uro, pomaga tudi zavetrje, tako da ohraniš čim več energije. Se pravi, pri maratonu gre veliko, se govori o ekonomiki, gospodarnosti teka, tako da potem na 35 km, 30-35 sem že razmišljal, kako bom sedaj odtekal hitreje, se pravi šel naprej. Na 35 km smo bili že pod normo, zelo je bilo pač vetrovno, malo težja proga in smo bili pod planom 2 uri 15 minut, tako da takrat sem pa pač komaj sem čakal, da grem, da spustim zavoro in sem zadnjih 7 km odtekal res hitro in uspelo mi je.
Torej, kilometre vidite ob progi, kje ste, do kje ste. Kaj pa čas, to tudi vidite? Ja, seveda, pač jaz tekmujem z uro, tako da imam si sami spremljate. Nek svoj pokazatelj. Poleg tega je bil v bližini trener, ki mi je pač govoril čase, tako da sem bil ves čas na tekočem. In tisti zadnji kilometri, zadnji metri, ko ste vedeli, moram biti hitrejši, oziroma želeli si biti hitrejši, tako je bolj prav, od 2 ure in 15 minut so verjetno res najtežji. Ja, v bistvu je bilo težko. Tam na 41 km sem celo prehitel še enega afriškega tekača, enega Kenijca, tako da bilo je velika gneča, bili so še tekači iz polmaratona, ki so tekli v cilj, tako da sem imel težave, da sem praktično vijugal med njimi. Moram pa poudariti, da v bistvu mi je bilo psihično lažje, ker so me spremljali ogromno navijačev mojih, ki so pač proga v Lincu je bila tako zavita, da so me lahko videli na več lokacijah in ves čas so me praktično bodrili skozi celo tekmo, tako da tudi v zadnjih kilometrih in sem vedel, da mi bo uspelo. 2 uri, 14 minut in 50 sekund, kar je vsekakor zadostovalo za normo A, za tole medaljo, ki vam zagotovo ni najlepša, veliko lepših imate, ampak za vas sila pomembna in rekla sva 15.000 tekačev, na koncu ste osvojili 4. mesto, je tako? Ja, bom rekel nehvaležno 4. mesto, vendar za mene izredno lepo, tako da sem bil v bistvu čisto zadovoljen. Kaj ne rečem, odlično, mislim, ta maraton mi bo zagotovo ostal v spominu. Absolutno, verjamem, da ga ne boste pozabili, ampak preden se povrneva k olimpijskih igram, tisto, ko sem prebirala na spletu o vas, o vašem treniranju, teku, uspehih in vzponih, me je fasciniralo. Kot sem že dejala, leta 2005, več ali manj, športnik ste celo življenje, ampak takrat ste začeli s tekom, na naši mizi je nekaj vaših medalj, rekli ste, doma jih je še na desetine, ne samo nekaj. In leta 2010 začeli trenirati z Romanom Kejžarjem letos na olimpijske igre. Je to normalna pot? Bom rekel, sliši se res zelo lepo, vendar se od zadaj skriva mogoče več stvari. Se pravi, jaz sem bil v mladosti, sem igral nogomet, neki kazalci v teku so že takrat bili vidni, se pravi, bom rekel, da je pač nek talent. Potem pa pač sem se posvetil študiju na fakulteti in po fakulteti sem praktično se znašel na teku in ugotovil, da mi izredno dobro gre. Nato sem se takrat leta 2005 postavil cilj, da pretečem maraton in Ljubljanski maraton, to je bil pač moj nek osebni cilj, življenjski cilj vsakega tekača, pač ko preteče maraton. Tako da ni to navadna pot, je veliko dela vloženega, predvsem želja mora biti tista, podrediti način življenja temu, trenirati v bistvu vsak dan. Kljub temu, bi rekel, najtežja je bila odločitev pač začeti in se odreči, bi rekel, kvalitetnemu načinu življenja. Kako je bilo na tem newyorškem? Ja, newyorški maraton imam v slabem spominu. V bistvu zelo lepa prireditev, odličen tek. Ne bom ga nikoli pozabil, vendar rezultat je bil slabši, ker sem bil pač bolan, tako da je pa ta New York prinesel to, da pač me je opazil trener in da me je poklical, da sem začel s tekom bolj resneje. Ja, že te številke pričajo, koliko tekov je za vami in seveda medalje na naši mizi, ampak
ta tek, vi niste le maratonec, ste me poučili, ampak dejansko tečete na dolge proge. Torej, to ni vse medalje in številke z tekov na 42 km in 195 metrov, ampak tudi na krajše razdalje. Ja, v bistvu maraton je zelo dolga disciplina in v bistvu ne da se odteči maratona vsak dan. Tako da v bistvu maratonci v bistvu veliko tečemo na krajše razdalje, ki so zelo pomembne, tisto hitrost, potem pa enkrat, dvakrat, mogoče trikrat na leto pa nadgradimo to hitrost, ki jo imamo pač na krajših tekih, tudi na stadionskih tekih, se pravi na stezi 1500 metrov, 3000, 5000, 10 000 metrov, to hitrost nadgradimo v maraton. Tako da praktično večinoma tečem tudi na krajših tekih. Leta 2010, torej, takrat, ko ste začeli resno trenirati z Romanom Kejžarjem, ste že nizali rezultate. Zmagovalec polmaratona Ljubljanskega, 35, da ne naštevam vseh državnih prvakov, 35 je že na evropskem tekmovanju. To je bilo zelo, zelo, zelo hitro. Koliko minut ste bili takrat počasnejši, kot ste zdaj? Ja, v bistvu zelo hitro je šlo, no, bom rekel. Takoj sem pokazal, spomnim se prve tekme državnega prvenstva v krosu. Prva tekma, ki sem jo pač na državnem nivoju odtekel, sem bil že tretji na krosu. Tako da potem ta Barcelona je prišla, sicer čas je bil slabši, 2 uri 31, vendar naredil sem nekaj napak, bi rekel, tudi pred samo tekmo, ki jih zdaj sem se naučil. Poleg tega pa pač je bilo takrat pol leta resnega treninga. Maraton je potekal pri 32 vročinah v Barceloni 2. avgusta, si predstavljate. Sem že pokazal, da pač 35. mesto ni bil tako slabo, kljub tem napakam. Potem ljubljanski maraton, polmaraton, kjer sem v bistvu ga zmagal z rekordom 1 uro 4:55. To je bil tisti že en pokazatelj, sem že, bo rekel, malo zaslovel. Potem pa leto 2011 sem odtekel B-normo že spomladi v Milanu. Leto 2011 je dejansko se stopnjevalo, dosegli B-normo, dosegli normo za svetovno prvenstvo, ampak nažalost ja niste odšli. Ja, v bistvu je prišla ena poškodba. Vse se je zelo hitro dogajalo v moji karieri, skozi neki uspehi. Bil sem v odlični formi, se pravi po tem maratonu aprilskem lansko leto v Milanu sem pač nadaljeval s teki na stezi, počitka je bilo zelo, zelo malo. Tako da potem v Sant Moricu sem pač staknil to poškodbo kolka. Ta poškodba je bila v bistvu za mene, tako da nisem potem nastopil v Daeguju na svetovnem prvenstvu, kljub temu, da sem bil gor, kajti nismo vedeli, za kakšno vrsto poškodbe gre. In potem šele mesec potem, ko sem prišel domov iz Daeguja, smo šele ugotovili, za kakšno poškodbo gre, tako da sem potem jo zdravil nekje do decembra. Težko obdobje in veliko sem se naučil o sebi, o svojih karakteristikah. Kot vsak, da nisem popoln, imam neke dobre lastnosti, neke slabše lastnosti in te moram slabše lastnosti upoštevati zdaj pri treningu, prilagoditi, tako da ena velika šola. Mogoče najtežje se mi je bilo pa vrniti spet na tisti, v bistvu januarja, na pripravah v Keniji sem ugotavljal, kako sem bil že dober, ko mi ni šlo, kako je bila težka. In potem niste vedeli, kakšni ste, ne? Ja, točno tako, ne. Vrniti se samo na tisto raven, v kateri sem bil leta 2011, je bilo težko, kaj šele nadgraditi na to. Septembra lani ste še šepali, oktobra še niste smeli teči. Takoj po novoletnih praznikih ste pa odpotovali na priprave v Kenijo. Zakaj v Kenijo? Ja, predvsem zaradi
ugodnih pogojev vremenskih. Veste, da januar v Sloveniji niso najboljši pogoji za sam tek. Poleg tega pa so v Keniji zelo velika nadmorska višina. Bil sem na višini 2400 metrov, odlične temperature, okrog 25 stopinj. Okoli mene so bili pa pač najboljši tekači sveta in tudi ta stik z svetovno konkurenco je pri meni zelo pomemben, glede same motivacije za sam trening, boljši kvalitetnih treningov, vidiš, kaj konkurenca dela, tako da v bistvu bom rekel, en najbolj uspešnih priprav mojih do sedaj. Jaz sem pa mislila, da ste šli v Kenijo zato, da bi videli, zakaj ti afriški tekači dominirajo v teku tako na olimpijskih igrah kot svetovnih prvenstvih. Večinoma ljudje mislijo, da pač afriški tekači prevladujejo zaradi svoje genetike, vendar temu bi jaz pripisal zelo majhen procent. V ospredje bi dal v bistvu mogoče bolj pogojev, v katerih trenirajo. Naprimer, večina teh tekačev, ki so kakor toliko talentirani, potem pride na te višje točke Kenije, kjer skupaj trenirajo v kempih in trenirajo na višini nekje 2400 metrov. To, če si predstavljate, na višini Kredarice, ves čas spijo in tam je v bistvu 5% kisika manj v zraku, kot recimo v Novem mestu, in to so take prednosti, da v bistvu se telo tudi prilagodi temu, trenira se v težjih pogojih, zato potem zmagujejo na tekmah v Evropi. Poudaril bi še tudi, da se dokaj zdravo prehranjujejo, da pač nimajo nekih, bom rekel, teh hitre prehrane in teh, da imajo res tam, kar tam zraste, tisto pojejo. Poleg tega pa v bistvu so zelo motivirani, ogromno trenirajo in v bistvu rezultat je za njih zelo pomemben in lahko v primeru pozitivnega rezultata prinese veliko slavo in bogastvo. Se pravi, če zmagajo en maraton ali tek v Evropi, imajo za nekaj let preskrbljeno življenje. Primož, boste vi obogateli z maratonom in s tekom? Ne, definitivno ne. Morali ste namreč dati v mirovanje vaše podjetje in ste se sedaj podredili samo teku. Ne, v bistvu jaz sem se odločil, jaz sem se zavedal, da pač ne bo tukaj nekega denarja, da pač v začetku je bilo res zelo težko, da sem se sploh, bi rekel, prodal ves kapital podjetja in v bistvu imel za normalno življenje. Vendar sem verjel vase, bilo je zelo težko, tako da nažalost razmere v Evropi so zelo slabe, čezdalje manj je pač tekov, na katerih so bogate nagrade, če pa so že poberajo nagrade Kenijci, ki jih pač menedžerji vozijo v Evropo. Poleg tega je čezdalje manj sponzorstev, podjetja so kapitalistično naravnana in pač sponzorstva jim pomenijo breme, tako da družbeno odgovornega tega dela je čezdalje manj. V mojem primeru tudi pač zelo težko z neko službo v javni upravi, rekel Slovenski vojski, naprimer, ker so merila za tek enaka kot naprimer za kajak, veslanje, za ostale športe, ki so bistveno manj množični. Če povem, naprimer, na svetovnem prvenstvu v Daegu je bilo 202 države so sodelovale, tako da je v bistvu tek ena taka disciplina, ki se lahko, ali pa atletika se lahko primerja samo z nogometom in je zelo težko biti med 8 na svetu, da potem se dobi neka državna služba. Poleg tega pa športniki rabimo denar pred samimi pripravami, bi rekel, mogoče tudi, ko nismo še vrhunski,
kajti potem, ko je pač so neki uspehi, vse lažje. Imate pa srečo, da imate soprogo, fizioterapevtko, ki verjame vas in ki vam tudi veliko in strokovno pomaga, to tudi šteje. Ja, to je zelo pomembno. Imam celo ekipo, ki mi pomaga. Zbral sem take ljudi okoli sebe. Žena je seveda prva tukaj. Ona je v bistvu človek, ki me razume, ki mi lahko tudi pomaga pri samih poškodbah. Prav po tej poškodbi se je to v bistvu še zelo videlo, da pač je njena pomoč bila zelo pomembna. Poleg tega imam tudi sina, ki pač šport je zelo egoističen in pač je treba se mu zelo posvečati in potem manj časa, kuhinja. Pomaga mi tudi maser Matjaž Bučar, ki so njegove masaže izredno pomembne. Potem fotograf Boštjan Pucelj, tako da praktično... Ekipo imate. Ekipo imam. In navijače imate. Bodo šli tudi v London? Seveda. No, Primož, v zadnjih minutkah te oddaje moram sedaj povprašati. London se približuje okrog 2 meseca še do odhoda v London. Kaj vas sedaj še čaka? Boste stopnjevali trening, boste počivali, regenerirali se? Kako? Ja, v bistvu, jaz sem imel zdaj vrhunec forme pri dosegi te norme. Zdaj pa London je relativno blizu in daleč. To formo bi bilo zdaj nemogoče držati do olimpijskih iger, zato sem se odločil, da pač se spočijem, da se telo obnovi, da si naberem nove moči in sedaj v naslednjih dneh pričenjam z maratonskim ciklusom. K sreči je tudi mi glih nekako poklopilo 2-3 tedne lahkega treninga oziroma počitka in na to nekje 14-tedenski ciklus priprav na olimpijske igre. In tisto nehvaležno vprašanje, kaj pričakujete na olimpijskih igrah, kakšen je cilj, kaj sanjate? Ja, sanjam, no, če se temu bi rekel, sanjam slabe vremenske pogoje. To bi si mogoče najbolj želel, kajti London je relativno milo poletje, tako da v bistvu v primeru kakšnega dežja bi bile temperature zelo lahko nižje in katere so povezane z hitrimi časi in mogoče pa mi uspe v tem primeru tudi kakšen osebni rekord, da bi tekel še hitreje. Drugače pa nimam nekih ciljev, čisto sproščeno, tudi treniral bom bolj sproščeno kot sedaj. Predvsem, da ne bi kakšne poškodbe prišlo, bolj bom poslušal sebe. Probal se bom čim bolj pripraviti in nastopati po najboljših močeh. Če bo šansa za medaljo, bom pa tudi na medaljo. Primož Kobe, resnično mi bomo držali pesti za vas, resnično vam želimo, da vas kot prvo zdravje spremlja, kot drugo tudi sreča športna, tudi ta je potrebna in da se zadovoljni vrnete iz Londona, kakorkoli že bo na tem največjem dogodku na svetu, kajti pred vami so sedaj najlepša leta tekača in verjamem, da vseh ciljev z odhodom v London še niste uresničili. Ja, jaz mislim, da ne. Nadejam se, da v bistvu v naslednjih letih mogoče še nadgradim to. Že tako imam više cilje. Pravijo, da če bi bil s tem zadovoljen, da mogoče ne bi bilo tega napredka. V naslednjih letih imam tako skrito željo, pač tudi napadati državni rekord in mislim, da sem sposoben in upam, da če mi bo zdravje služilo, da bo tudi to mogoče. Jaz vam to resnično želim in še enkrat srečno na olimpijskih igrah. Hvala lepa. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa hvala za pozornost. Morda ste se naučili nekaj, kar sem se jaz. Ogromno truda in vztrajnosti je potrebno, da prideš do rezultata. Ampak, če imaš cilj in se za to odločiš, je to možno uresničiti.
To je naš primer, Novomeščan, olimpijec Primož Kobe. Lep večer še naprej.